Še eno, gledaj. Aha, zdaj pa prebereš ti. Sankanje. Sankanje. Ime mi je Đorđe. Prihajam iz Bosne, razred sem 2. A. Bo pomagalo, če boš dal zraven še iz, potem zasklona, ne? Iz gozda. Ja, rodilnik, ja. Iz česa? Ta predlog iz je največkrat zraven rodilnik. Odkot prihajaš? Ime mi je Marko, prihajam iz Makedonije. Samo drsalka, ne fant, ampak samo drsalka. Jaz sem Lep, prihajam iz Ukrajine. Imenovalnik jedline vedno, kaj pride? Če daš sestro. Jaz sem Jovana, prihajam iz Bosne, imam 14 let in hodim v 9. razred. V Slovenijo sem prišla pre pol let. Bilo mi je zelo težko, ampak so mi zelo pomagali prijatelji in učitelji in im je zdaj lažje in se lahko učim. Zibelka je tu narisana. To. Ne vem pa, kako je bosansko. To je, velikokrat je tako narejeno, da lahko tudi gubaš. V glavnem postelja za dojenčka. Jaz sem Tjaša Mislej, sem strokovna delavka, multiplikatorka na projektu Izzivi medkulturnega sobivanja. Delam na 6 izobraževalnih zavodih, od tega so 4 osnovne šole v Kranju, en vrtec v Kranju, pa srednja šola tudi v Kranju. In sicer delam z učenci priseljenci in z njihovimi starši. Učenje slovenskega jezika je zastavljeno tako, da imajo učenci na začetku, ko pridejo prvo leto, septembra, vedno začnemo z intenzivnim tečajem slovenščine, ki poteka vsakodnevno in pri tem skušamo se povezati te 4 šole v Kranju, ki so vse dokaj blizu ena druge, da lahko vsi učenci z teh šol hkrati obiskujejo tečaje. Te skupine potem še razdelim na mlajšo in starejšo, ker posebej so učenci, ki še ne pišejo, prav 1., 2. razred so nekje skupaj, ker tudi v 2. pišejo še počasi, potem pa od 3. do 9. so pa lahko skupaj na tečaju. Kaj je to? Sladoletje, ja res. Poletje. Kdaj poješ največ sladoleta? Poleti, ko je zunaj. A ti pa spomladi, ne? No, ponavadi zelo veliko sladoleda jemo, ko je najbolj vroče vreme, tako ja. Na intenzivnem tečaju se najprej učimo besedišče in začnemo pač od začetka. To, kar oni rabijo tudi v svojem okolju, konkretno vsak dan, se pravi najprej sporazumevanje, da se znajo predstaviti, da razumejo vprašanja, kako ti je ime, odkot prihajaš, kako se pišeš. Potem gremo na šolske potrebščine, šolske prostore, poklice, to je na začetku, pa seveda že takoj slovnica. Čim prej moramo začeti na nek tak prijazen način, bi rekla, ne tako, da jim povemo sklone. To imamo zdaj, to je ta razlika, kako delamo potem po tečaju, ko jih razdelim na manjše skupine. Po tečaju grem s starejšimi zelo v slovnico, kar rabijo za pouk. Tadej je slovensko ime in je seveda samostaljeno. Ok? Naprej. Zaspano je pridelno. Čakaj, zaspano pogleda, zdaj pa se vprašaš, kako bi se vprašal. Ali kakšen pogleda? Prislov, ja. Prislov je zaspano, ker ti pove, veže se na glagola, prislov se veže na glagola. Pa zelo hitro to se morajo naučiti, da imamo ednino, dvojino, množino, ker to rabijo, ko se sporazumevajo, da razumejo, kaj pomeni en zvezek ali pa 2 zvezka za matematiko potrebuješ. Maj, juli, avgust, september, oktober, november, december. Super, in koliko jih je? Velikrat se izkaže pri nekaterih, da tudi teh 160 ur še ni dovolj, pa potem poskušamo
še dodatne neke načine za učenje. Ne. Poskušamo tako še najti druge vire, no, da imajo učenci res v prvem letu, ko pridejo, čim več možnosti za neko sistematično učenje slovenščine. Ta tečaj je otrokom nujno potreben, je pa potrebno tudi, da sva midve z učiteljico Tjašo ves čas skupaj načrtovali, kako delati, kaj delati na tečaju in kako jaz nadaljujem. Tako da ona točno ve, kaj jaz delam pri pouku in jaz vem, kaj dela ona na tečaju. In potem, ko jaz vem, kaj otroci usvojijo, je to meni baza za delo v razredu. Najbolj koristno je to, da otroku najprej daš možnost, da se navadi okolja. A ne da ga takoj, lahko rečem po domače, butneš z učno snovjo, ki je zanga nerazumljiva. Otrok se mora najprej navaditi šole. Prvo je, da dobi socialni stik z otroki in ko imaš to, potem lahko gradiš naprej. Brez tega pa samo snovjo ne moreš, pa lahko ne vem kaj. Torej najprej je pomembna socializacija. Anja, ti, da se še ne poznaš, pa Maša pa Rok, pa sem še ena punca mora noter priti. Najbolj se mi zdi pomembno, da na začetku, ko učenci pridejo, da se oblikuje neko varno okolje in da je tisti smisel začetnega tečaja res v tem, da razmišljamo, kaj bo njim pomagalo, da se bojo znašli in da dobijo neko samozavest, pa nek zagon, da mogoče pa ta slovenščina ni tako težka, kot mogoče na začetku se jim zdi, da gremo res počasi, z nekim razumevanjem, s potrpežljivostjo. Druga je mačka, ena črna mačka, ki se bo zdaj najprej sprehajala po vasi. Naredimo en krog z mačko in sicer podajaš sosedu naprej, pa mjavkaš. Nekateri so tudi v stiskah. Mi danes smo videli neke primere, kjer so učenci dobro prilagojeni, se dobro počutijo. Imamo tudi primere, kjer učenci doživljajo hude stiske. Res lahko gre to tako daleč, da se izogibajo šole. Individualni načrt je zato, da gledamo vsakega kot posameznika in njegovo zgodbo.